Zdaj pa smo že v pisarni župana Mestne občine Maribor, gospoda Fištravca. Lepo pozdravljeni. CNG, zakaj ravno CNG? Zdaj za vse tiste naše gledalce in gledalke, ki ne vedo, compressed natural gas je eden izmed tistih goriv, ki poganja tudi vaša vozila. Ja, mi smo imeli en tak velik problem. Kriza na eni strani, na drugi strani energetske sanacije stavb in potem so se počeli pojavljati viški na energetiki plina na eni strani. Na drugi strani pa smo, ko sem postal župan, začeli razmišljati o prihodnosti in nam je bilo jasno, da je prihodnost v tako imenovanih alternativnih virih. In zdaj tudi, zakaj pravim tako imenovanih, ker mislim, da plin in elektrika sta vira prihodnosti, pravzaprav že vira sedanjosti, plin je absolutno že vir sedanjosti. In potem, ko smo nastavljali za malo daljše obdobje politiko, smo ugotovili, da treba iti v tej smeri, torej koristiti plin plus elektriko, ampak v tem primeru je plin najbolj v tem trenutku pri roki. Zgradili smo skupaj z energetiko mariborsko plinsko polnilno postajo, tako da je tam zdaj naši avtobusi, zdaj imamo 14, mislim, da novih avtobusov. V 3 letih smo vozni park popolnoma obrnili, iz najstarejšega smo postali najmlajši vozni park v Sloveniji, v veliki meri zahvaljujoč plinu, torej imamo polnilno postajo, tudi osebni avtomobili se lahko polnijo, tako da v letošnjem letu gremo tudi v dodatno investicijo, da bomo imeli še eno polnilno mesto na tem mestu. In to je prihodnost. Kakšni so plani za naprej? Zdaj cela Evropa, tudi Evropski parlament govori o multimodalnosti, o uporabi koles, javnega prevoza in vseh teh stvari, ki niso v nekem lastnem, recimo lasten avto, ki mora biti za prevoz v mesto. No, situacija ni dobra tako v Mariboru kot v celi Sloveniji, ampak mi smo prvo slovensko mesto, kjer smo tudi sprejeli prometno strategijo. Po tej prometni strategiji je naša orientacija, da gremo na tretjinske deleže, tretjina pešcev, tretjina javni prevoz, tretjina zasebni prevoz. V tem trenutku je zasebnega skoraj 3/4. Tako da tukaj bodo potrebne velike spremembe in te spremembe se že dogajajo. Zapiranje mesta, pa kot recimo primer plina, z uvajanje plina v javni potniški promet in promocija tudi za zasebnike. Kaj pa so uporaba vozil? Car sharing zdaj v okviru TUS-a tudi te stvari pripravljamo. S tem, da v Sloveniji imamo en poseben problem. Imamo mala mesta. In tukaj Ljubljana je v najboljšem položaju, ker je relativno velika za slovenske merila in potem se takšni projekti izidejo. Recimo izposoja koles. Ljubljana je še dovolj velika, da se da to na komercialno zanimiv način narediti, da je to potem zanimivo tudi za uporabnika. Maribor je pravno tam nekje na meji. Tako da to je ena taka specifičnost. Ampak to je prihodnost. Prihodnost je ne prazni avtomobili, ampak če so že avtomobili, da so polni. Če se vrneva še malo k javnemu prevozu in vožnji na plin, kakšen je pa naslednji korak? Naša usmeritev je, da imamo 2 strateška energenta. V tem trenutku je to nafta pa plin. Naša orientacija je plin plus elektrika. Ampak na področju elektrike, kljub temu, da je to tudi orientacija Evropske unije, torej stran od nafte, je treba še dosti postoriti. Recimo kriterij najnižja cena tukaj ne pride v poštev. Torej treba skupaj z državo pravila igre malo prilagoditi, da bodo pač drugi alternativni vir tudi mogoč. Plin se je do zdaj dobro obnesel. Najlepša hvala. Prosim.